Pozdravljeni iz studia Dela. Smo v supermarcu, ko so v 2 tednih skoncentrirani 3 veliki finančni dogodki in še državnozborske volitve. Na borzi je začela kotirati zavarovalnica Vzajemna, danes je uradno mogoče odpreti individualni naložbeni račun. 16. marca se začne vpis 3. izdaje ljudskih obveznic. To pa še ni vse. 22. marca bodo potekale državnozborske volitve. Da bi vse te dogodke postavili v kontekst, smo v goste povabili Igorja Štembergarja, predsednika uprave borzno-posredniške hiše Ilirike. Gospod Štembergar, pozdravljeni. Prav lepa hvala za povabilo in za pozornost, cenjeno. Ali ste pričakovali napad na Iran? Torej, če sem povsem iskren, tokrat smo ta napad res pričakovali. Razlog je bil, da po Venezueli in pa seveda tudi na nek način stiskanju Kube, ko sem razmišljal nazaj, videl, da napad na Palestino oziroma Gazo ni bil napad samo na Palestince oziroma na povračilni ukrep, pač pa zelo verjetno močno in pa globoko obračunavanje z milicama Irana, torej pomeni s Hezbolahom in pa s Hamasom, kar vse je pomenilo, da se verjetno bliža napad na Iran. Vprašanje seveda se postavi, kaj je pravzaprav cilj vseh teh napadov. Ali je to slabljenje Kitajske, ali je to priprava na nek večji spopad, ali morda samo mirjenje teži in pa oziroma mirjenje moči pravzaprav in pa kazanje na pripravljenost, da Amerika ovlada gospodarsko položaj svoj, ki ga ima v svetu ali ga želi celo izboljšati v primerjavi s Kitajsko, in pa tudi neko kazanje moči pred morebitnim razmerjem ali pa zaostrovanjem Kitajske proti Tajvanu. Skratka, da menim, da temeljito seka vse podpornike in vse vezi, ki jih ima Kitajska v državah, ki so ji naklonjene pred morebitnim spopadom. Vi imate veliko izkušenj s kapitalskimi trgi. V globalni dogodki se pogosto ne reflektirajo v Ljubljani, na ljubljanski borzi. Tokrat je bilo malenkost drugače, doživeli smo eno močnejšo korekcijo. Kako bi vi poanalizirali ta vidik? Torej, majhen kapitalski trg oziroma majhna borza v primerjavi z ostalimi konkurenti po svetu in pa v Evropi zagotovo sledi in bo zagotovo tudi vnaprej sledila dogajanjem mednarodnih trgov. Je pa dejstvo, da je Ljubljanska borza oziroma delnice na Ljubljanski borzi so seveda teh 10 letih po nekje 2018 rasle nadpovprečno, glede na seveda velik zastoj v času in pa med veliko gospodarsko krizo med letom 2008 pa 2016 do 2018 celo. Ta teden se na Ljubljanski borzi veliko dogaja. Dolgo časa smo čakali na začetek kotacije zavarovalnice Vzajemna. Kako ste vi videli ta prvi teden? Začelo se je nekako nerodno. Ja, začelo se je precej nerodno in tudi precej nelogično. Namreč družba, ki je po kapitalu vredna nekje 79-80 milijonov evrov, je v trenutku kotacija ali po nekaj trenutkih kotacije bila vredna celo preko milijardo, kar seveda nima osnove in nima nikakršnega analitskega temelja. Razlogov je verjetno kar nekaj. Na eni strani razlog ta, da večina delničarjev Vzajemne delnic še ni prenesla, povpraševanje je bilo v nekem trenutku bistveno večje, seveda so na trgu tudi manipulanti, kar je logično, na vseh trgih so, in so seveda z naročili, ki so bila tržna, nelimitirana, ustvarili neravnovesje in to se seveda počasi zmanjšuje. Iz 20 evrov smo bili včeraj na 8 oziroma na 6, danes smo na 4 in prej ali slej bo seveda delnica začela kotirati pri neki realni vrednosti, kot jo vidi trg in kot jo vidijo investitorji in kot bojo podajali svoje mnenja tudi analitiki borznih družb. Kako se pa lastniki odzivajo, kako prenašajo delnice? Čutite iz vaše mreže, ali imate podatke, da so ljudje se vendarle odločili preseliti delnice na trgovalni račun?
Torej, ta proces je bil nekako, če smo iskreni, pričakovan, glede na to, da gre za večino starejših državljanov, ki temu nimajo, ki morda niso najbolje poučeni, ki tudi nimajo takega interesa, pa treba je vedeti tudi, da so zneski precej majhni. V ta namen se mi zdi, da so ljudje odlašali oziroma da so državljani odlašali. Je bilo pa videti zadnji mesec kar nekaj prenosov oziroma odpiranja trgovalnih računov v namen trgovanja z delnico Vzajemne. Včeraj smo pa imeli, kar v poslovalnicah smo imeli kar bistveno povečan obisk glede na željo po prenosu delnic Vzajemne iz KDD-ja na trgovalne račune. Povpraševanje po vrednostnih papirjih se je z rastjo Ljubljanske borze dvignilo. Pogrešamo pa še kakšen nov papir, ki bi kotiral na borzi. Kaj bi si vi želeli videti? Torej, kot običajno je pač neka navada investitorjev, ljudi, predvsem neprofesionalnih, taka, da ne znajo v pravem trenutku oceniti pravo vrednost podjetja, pravo vrednost delnice in pristopati takrat, ko so tečaji še nizki. Neke vrste sla ali pa neke vrste povpraševanje naraste takrat, ko cene rastejo in v organizmu ali pa v človeku nastane dvom, zakaj je zamudil sem in potem hiti pa morda... Bi temu lahko rekli pohlep? Tudi morda pohlep, ampak saj smo vsi ljudje več ali manj enaki in potem seveda začne delati ta del v organizmu, ki pravi, zamudil sem, pa dej bom pa to naredil. In običajno je to takrat, ko so tečaji borz velikokrat v medijih, v časopisih, kako rastejo in kaj vse so delničarji, ki so kupili pravočasno, s tem dobili. In tukaj gre ponavljati to napako, seveda vidimo kar nekajkrat že, vsaj v moji zgodovini, ki ni tako dolga. Kar se pa tiče delnic, ki bi bilo prav ali pa bi morda bilo dobro, da pač kotirajo, ne samo zaradi tega, ker kotirajo, ampak zaradi tega, da bi državljani lahko naložili sredstva oziroma svoje prihranke čim bolj razpršeno, kar je seveda temelj varčevanja samega, pa pri nas v Sloveniji možnosti za to obstojajo. Bi najprej rekel, da je seveda država lastnik v kar nekaj podjetjih, nekje je lastnik še do 100%, nekje je lastnik do 75%, nekje je lastnik 50, 25% in v vseh teh podjetjih, kjer nima čisto zares prave strategije, država namreč, ali kjer se podjetij ne gospodari dovolj dobro, sem prepričan trdno, da bi bilo prav in v redu, da taka podjetja uvrsti na borzo. Morda bodo pa delničarji z nekim organiziranim delom gospodarili bolje. Pomeni, da imamo podjetja, kot so elektropodjetja, imamo Dars, imamo tudi Slovenski državni holding, ki bi lahko tudi kotiral, imamo podjetja, v katerih je država preko 50% lastnik, kot so Zavarovalnica Triglav, morda tudi Telekom, morda Luka Koper, torej podjetij je veliko, ki bi lahko jih v tistem delu, ki je država lastnik, uvrstili z prvo izdajo delnic ali tako po tuje IPO pač postopkom. No, pogrešam pa tudi seveda kar nekaj zasebnih, dobrih podjetij, ki bi lahko iskala kapital za širitev, za razvoj, za izpolnjene cilje nove strategije v privatnem lastništvu. In tukaj se mi zdi, da je tudi bilo v vseh teh 30 letih narejenega premalo, da bi motivirali, angažirali in znali zainteresirati lastnike pomembnih, dobrih slovenskih podjetij, da vsaj z nekim delom vstopijo na borzo in tam iščejo kapital, ki je seveda lastniški, ni dolžniški, lastniški, na nek način stane manj, ne stane nič. Na drugi strani pa seveda zahteva neko drugačno vlogo ali pa drugačno odgovornost pri upravljanju, glede na vse zunanje deležnike, ki potem tako poslovanje in pa upravljanje s podjetjem spremljajo. Minister za finance Klemen Boštjančič je povedal, da so nekako 3 kandidati za uvrstitev na borzo, se pravi Sava Turizem, Istrabenz Turizem in založba Mladinska knjiga. Od elektroenergetike se nekako ugrajuje oziroma mislijo, da ta hip to še ni v takšni fazi. Vaš komentar, prosim. Torej, jaz sem prepričan trdno, da z omenjenimi družbami ne bo trg Ljubljanske borze oziroma kapitalski trg bistveno nadgrajen, razširjen, da obstajajo družbe, ki bi lahko veliko več dale borzi in pa popularizacije vlaganja na borzo, tudi popularizaciji upravljanja s prihranki prebivalstva oziroma državljanov.
Tako da, ja, jaz bi rekel, da je to skromno in da Mladinska knjiga, vsem spoštovanjem do cenjenega podjetja, ki je nekoč res bilo zelo veliko in tudi opravljal pomembno vlogo v izobraževanju in informiranju Slovencev, ampak ni to več podjetje, ki bi pomenilo nek dodano vrednost na Ljubljanski borzi. Vrnimo se za hipec k zavarovalnici Vzajemna. Ta družba bo 11. marca ima sklicano skupščino. Glavna in najpomembnejša točka je vinkulacija delnic. Vi ste se lotili zbiranja pooblastil delničarjev. Kje je vaš motiv, zakaj to počnete? Povejte nam. Torej, v redu, vprašanje je tako, da razjasnimo to vlogo. Torej, mi nismo lastniki delnic Vzajemne. Nikakršne neposredne koristi s tem nimam, oziroma obratno. To akvizicijo ali pa aktiviranje delamo pro bono, pomeni zastonj, brezplačno, izrecno in torej samo iz razloga, da se mi upira misel na to, da se delničarjem manjša premoženje, da se jim ovira, vinkulacija namreč pomeni oviranje, omejitev, prost prenos delnic in na drugi strani se mi upira tudi to, da se krepi vloga predsednika uprave Vzajemne, kar je na nek način nesmiselno. Namreč nadzorni svet in uprava sta postavljena za to, da dvigata premoženje delničarjem in ne obratno, da jim ga zmanjšujeta. Namreč kako opredeljujem ali pojasnjujem besedo zmanjšujeta? Vsaka delnica, ki ni povsem prosto premostljiva, ima seveda manjšo vrednost od svobodne delnice ali do delnice, ki je popolnoma prenosljiva. Investitorji, analitiki, potencialni prevzemniki tako urejeno družbo ocenjujejo kot oviro, ki jo morajo preskakovati, in se seveda raje lotijo nakupov delnic, paketov ali celo prevzemov nekih drugih družb. Vkolikor bi se v tej družbi oglasil ali se zanjo zainteresiral ali se pokazal kot motiviranega nek prevzemnik, bodisi domača ali tuja zavarovalnica, bi zagotovo plačala za delnico Vzajemne neprimerno več, kot pa vkolikor se to ne bo zgodilo, in to smo jasno videli skozi prakso v vseh teh 30 letih, ko so ali domači ali tujci po poštenem načinu, po pošteni vrednosti prevzemali slovenska podjetja, pa to enako vidimo tudi v tujini. Skratka, zato, ker se mi to in ta način, da se ima pač delničarje kot talce in se jih omejuje in se jih spravlja v neke vrste ogrado, brez kakršnekoli potrebe, brez kakršnekoli utemeljitve, se mi je zdelo prav, da po toliko letih pokažemo neke vrste svoj glas ali pa svoje stališče in jasno in glasno protestiramo. Tujini bi temu rekli delničarski aktivizem. Tega v Sloveniji ne vidimo zelo veliko. Torej, do tega trenutka, v teh 30 letih, moramo biti iskreni, res ni bilo, ampak jaz mislim, da če želimo imeti zrel kapitalski trg, zrelo borzo kot tako in pa seveda tudi dobro poučene vlagatelje in pa finančno pismenost, potem jaz mislim, da je prav in da je to tak primer, ki ga je treba ponavljati, kadarkoli menimo, mislimo, vidimo ali pa celo lahko utemeljeno trdimo, da se vrednost premoženja delničarjem manjša, in to se strani tistih, ki so plačani, da bi ga morali povečevati. Razumem. Še ena pomembna tema, in sicer individualni naložbeni računi. Danes ste verjetno odprli prve račune, je tako? Ja, torej sem vesel čisto zares, da je ta produkt na mizi ali pa kako bi rekel na prodaj, da se je dejansko začelo. Pripravljali smo se na veliko časa in to temeljito, ne eden ali dva, ampak kar cela družba. Tako da je bilo veliko dela vloženega strani tudi kolegov in seveda čestitke vsem, ki smo pri tem sodelovali znotraj podjetja. Da, želeli smo seveda začeti opirati že ob 8 uri individualne naložbene račune, taka je bila napoved, in tudi moram reči, da so nas obiskale številne stranke tako izjutraj. Nažalost smo jih zaradi neke rahle napake Fursa, ki ni imel povezave v sistemu programske opreme, zavrnili, ampak testni oziroma realni posel prvi je bil izveden
ob 10. uri pa 25 minut in od takrat naprej je povezava odprta in od tega trenutka lahko strankam zainteresiranim odpremo in tudi jih hkrati povabimo, naj si odprejo individualne naložbene račune, ki so po mojem mnenju tudi cenovno res zelo ugodni, strani vseh konkurentov treba poudariti in mislim, da jim lahko prinašajo veliko dobrega v smislu varčevanja prihrankov, upravljanja s prihranki in pa nekega načrtovanja življenja tudi pred penzijo, po penziji in pa oziroma pokojitvi, in v tem smislu je to zagotovo dobro. Zdi se, da je tej dobri volji, da so tudi uprava Ljubljanske borze je nekoliko znižala svoj cenik. Mogoče tudi imate kakšne informacije, da bi tudi KDD znižala svoje provizije, ker potem se ustvari tak zanimiv paket za vlagatelje. Torej, KDD je seveda monopolista na našem trgu in ima pač nek poseben položaj. Vsi, ki delamo na tem trgu, udeleženci, pa seveda tudi stranke, investitorji, smo v veliki meri odvisni od njega, oziroma ne samo od njega tehnično, pač pa tudi od njegovih cen in cenikov. Kdaj zaradi tega, na žalost, izpademo predragi, ko nas predvsem mlade stranke, torej mladi investitorji primerjajo z tujino in seveda iščejo pri nas razliko, ki jim jo ne moremo ponuditi zaradi, kot rečeno prej, okoliščin se strani cenika KDD-ja. Upam, da se bodo tokrat tudi oni močno potrudili, morda znižali svoje cene, da bi ta produkt, ki ga resnično ocenjujem kot zelo koristen družinskemu proračunu, družinskemu načinu varčevanja, prihrankom, upravljanja s prihranki, upam, da se bodo tudi oni približali, kajti z naše strani smo naredili vse, da smo nekje na meji, oziroma da je to še profitabilno. Mogoče gledalci ne vedo veliko o tem produktu, pa da je tako po začetniško razložiti, kaj produkt je, koliko časa se varčuje, kakšni zneski, kakšna je davčni tretma tega produkta. Predstavite za začetnike. Torej, individualni naložbeni račun, in jaz upam, da se ga bo prijela pač skrajšava INR račun, je vrsta trgovalnega računa, torej vrsta računa, na kateremu ima stranka, kupec, klient, državljan Slovenije položene delnice ali obveznice oziroma obveznice, lahko ima položene ETF sklade, skratka račun, na katerem varčuje, hrani, kupuje in prodaja delnice. Davčno je seveda po dolgem času to ugodna ponudba strani države varčevalcem, in sicer vkolikor stranka varčuje na tem računu v delnicah, obveznicah, ETF skladih 15 let, ob izstopu, ob zaprtju računa ali pa ob tem roku, ko delnice proda, ne plača nikakršnega davka. Tudi vmes ne plačuje davka, običajnega 25% na dividende, ko dobi dividende izplačane katerega koli slovenskega ali tujega podjetja. Skratka, ta davčna obravnava, po kateri ne plačuje davka, vkolikor INR vodi 15 let, je seveda zelo, zelo koristna in dobrodošla. Na drugi strani je zmanjšan davek tudi vkolikor naložbo odproda pred 15 leti. Sedaj na kapitalski dobiček oziroma na dividende plačuje 25% davka, v tem konkretnem primeru, vkolikor upravlja svojimi sredstvi, delnicami na tem računu, pred 15 leti plača samo ali pa manj, to je 15% davka. Skratka, z te strani je država naredila velik korak, da se razvije tudi torej način in pa običaj varčevanja v delnicah, čemur do sedaj vidimo, da ni bilo tako. Do sedaj bi rekel, da je v delnicah varčevala res velika, zelo majhen procent ali odstotek prebivalstva in večina vlog je na bankah. Nekako 100,000 ljudi ima trgovalne račune. 94 000 je imelo račune oktobra meseca. Je pa treba povedati, da je to strategijo začel spodbujati Evropska unija, in sicer je z naročilom bivšemu predsedniku vlade Italije Enricu Letti, ki je januarja 2024 predstavil knjigo in pa s tem tudi
tudi obujanje oziroma spremembo alokacije prihrankov iz bank na kapitalske trge želel povedati in pokazati, da je Evropa nujno potrebno ali dolžna, ali da mora nujno potrebno začeti vlagati v lastno industrijo zaradi rasti in zaradi konkurenčnosti same. In v ta namen seveda spodbujajo tudi druge države, ki še teh INR računov nimajo. Treba je vedeti, da so v Skandinaviji ti računi že dobrih 20 let, v Franciji tudi, v Italiji tudi in seveda so tudi izkušnje dobre s tem, tako da je treba tudi naši Ministrstvo za finance in vsem, ki so pri izdelavi INR računov čisto zares čestitati, bilo je opravljeno veliko delo, tako da so tudi pri nas s temi računi, sem prepričan trdno, bodo na nek način spremenjene varčevalne navade Slovencev in da je to nek dober temelj za razpršitev tudi naložb lastnih v družinskem proračunu, kar je seveda zelo koristno, kajti nikoli ne gre staviti, se veste, vsa jajca v isto košaro, po domače povedano, in je to zagotovo korak naprej v tem smislu. Razumem. Ocene, koliko Slovencev bo izkoristilo to priložnost, so različne. Zanima me vaše mnenje, koliko bo teh računov odprtih. Torej, če dodam samo še dve absolutno pozitivni določbi v zakonu o individualnih naložbenih računih, ki bosta zagotovo pomoč številnim Slovencem, za katere sprašujete koliko, bi še povedal, da v zakonu je določeno tudi, da mi kot izvajalci INR računov strankam ne moramo prodati v INR račune kar nekaj. Tu ni moč manipulirati, namreč točno so določeni trgi. Govorimo o OECD, o EGP in pa EU področju. Z delnicami, ki jih lahko kupujemo, se mora trgovati na največjih in urejenih borzah. Ne moremo jim recimo prodati v INR račun neko nelikvidno delnico recimo iz Bosne. Ali pa Afrike, kar pomeni, da dejansko imajo varčevalci ves čas likvidno premoženje in zaščito. In tretji razlog, zakaj menim, da bo veliko število, ki se ga bo dotaknila kasneje, odpiralo te trgovalne račune, je, zakon je izredno strog proti nam izvajalcem. Torej za napake odgovarjamo in smo dolžni plačati ob napakah, za naše napake nas kaznuje ATVP, torej med 25.000 evri je zadolžena globa do 750.000 evrov. Torej pomeni, da v tem konkretnem primeru gre za res, ni mesta špekulacijam, ni mesta manipulaciji, smo odgovorni, moramo biti odgovorni, sicer nas s tem prisili regulator, če ne s kaznijo pa z ukinitvijo izvajanja INR računov. Tako da menim, da je tukaj zakon tokrat zares zelo dobro poskrbel, torej zakonodajalec, za interese in za varnost vlagateljev in zato mislim, da bi se znalo za odprtje INR računa odločati veliko število državljanov Slovenije. Kaj konkretno pomeni številka, je seveda težko vedeti in videti, ampak jaz mislim, da glede na benefit, torej neobdavčenih kapitalskih dobičkov in dividend, sem trdno prepričan, da in glede na kvaliteto produkta, da bi pravzaprav to morali imeti skoraj vsaka družina. Gre tudi za neke navade varčevanja otrok, zelo mladih, ki jim bo to ob nekem času odhoda v pokojnino zagotovo prišel prav tudi ta del prihrankov in jaz mislim, da se bodo s časom v prvem, drugem, tretjem letu res prebivalci Slovenije množično odločali za odprtje tovrstnega računa oziroma produkta. Poglejva eno realno situacijo, recimo, da ima nekdo otroka starega 15 let, ali je to mogoče instrument, ki je uporaben, da pač ta otrok s pomočjo staršev, seveda družinski projekt, da v 15 letih pridejo do nekega premoženja, ki jim pomeni več kot temelj za nakup stanovanja. Torej, to je nemogoče predvideti, odvisno je seveda od trgov, odvisno je od okoliščin, odvisno je od rasti borz, odvisno je od upravljalca, ki ga izberejo. Predvsem je tudi odvisno od zneska, ki ga vlagajo. Ne bo vsem družinam dano, da vložijo v prvem letu 20.000 in potem izkoristijo maksimum 10.000 letno. Nekateri bodo začeli z manjšimi zneski, imamo različne oblike produktov v INR računu, lahko varčuje nekdo že s 50 evri na mesec, lahko plača 20.000 prvo leto, to je omejitev.
Tako da težko rečem, ali lahko nekdo zasluži za stanovanje ali zasluži manj. Mislim pa, da je nujno, da se pri otrocih, tako kot so nekoč nas, saj jaz mislim, da je bilo to prav, vozili v banko in smo dobili neke šparovčke, smo jih imenovali, a ne, smo tam zbirali kovančke in enkrat mesečno se je šlo to na banko odpreti. Mi smo gledali seveda in šteli, koliko se je tega. Jaz sem še starejši, tako da mi smo imeli kot neke kangelce so bile, a ne. In to je zagotovo spodbuja motivacijo otroka, nek način varčevanja in potem skozi to tudi rezultat, kaj iz tega vsega nastane. Treba je vedeti tudi, a ne, da živimo v drugačnem svetu kot nekoč, da so tveganja drugačna, da seveda ti vojni spopadi sprožijo tudi morda malo večjo inflacijo lahko in da je treba misliti, da kolikor denar ni pravilno naložen in pravilno upravljan, seveda močno zgublja vrednost. Ali ocenjujete, da bi mogoče lahko prišlo do prelivanja dela obstoječih strank v nov produkt, ki je ugodnejši iz vidika stvari, ki ste jih ravnokar razložili? Ja, in račun bo in je cenejši od trgovalnega računa. To dvomov ni. Kako bodo stranke videle svojo upravljanje svojim premoženjem, težko ocenjujem. Lahko pa rečem, da bo vsega in bo zapiranja trgovalnih računov in ko se bo nekdo navadil na trgovanje na individualnem računu, glede na tem, da je obseg sredstev omejen, bo morda odpiral tudi trgovalni račun, vkolikor bojo njegove izkušnje, bodisi z izvajalcem storitve ali pa s trgi nasploh ugodne, bo razširil svojo pozicijo na trgu kapitala. Tako da, ja, eno in drugo je mogoče, ampak naj življenje in čas pokaže, kako se bodo stvari odvijale. Kako pa ste se pripravili na te INR-je? Ali imate kaj več prodajnih mest, kje vas stranke najdejo? Torej, kot že rečeno na začetku, takoj, ko je bil na nek način dan signal, da bo tokrat zakon zares bil sprejet. Treba vedeti, da že 2012 je bil pri nas prvi tak poskus strani Ljubljanske borze, mislim, da je bil Marko Simoniti, za katerega je strategijo napisal, mislim, da je profesor Aleš Berg. Pa je bil ta projekt zavrnjen strani takratnih oblasti, nažalost škoda. Si morate misliti, koliko bi lahko Slovenci imeli delnic po nizkih cenah iz leta 2012, koliko bi lahko več kupili, kot so kupili hrvaški pokojninski skladi, kakšen ponder bi lahko slovenski varčevalci imeli kot lastniki v slovenskih podjetjih in narejena je bila velika škoda. No, skratka, ko se nam je tokrat lani marca zazdelo, da pa tokrat mislijo resno, smo takoj začeli s pripravami, predvsem smo pa začeli s pripravami takoj po juniju mesecu. Treba je pripraviti veliko stvari, notranji ustroj podjetja, programska oprema, trenutku smo dali razvijati novo mobilno aplikacijo, s katero lahko stranka in račun odprejo doma v 5 minutah in nič dlje. Potem smo vzeli v službo oziroma zaposlili smo nekje okrog 40 mladih ljudi, nekaj študentov, nekaj redno. Odprli smo 13 poslovalnic v domala vseh večjih slovenskih mestih. S pošto smo se dogovorili, da bo po mojem mnenju čez kakšen teden dni začela tudi ona v več kot 280 poslovalnicah s Pošto Slovenije, v več kot 288 poslovalnica njihovih tudi sprejemati stranke z odpiranjem in računa. Ja, to je bil kompleksen, zahteven projekt in je terjal od vseh nas, od cele ekipe, kar precej dela, predvsem pa v zadnjih mesecih od oktobra do danes je bilo vsak dan opravljenega res veliko dela. Kdaj bo čas za počitek? Torej vam povem tako, če si navdušen, delaš s srcem in z veseljem, te delo, če v njem uživaš, ne more utrujati. Seveda je potrebno jasno tudi se razgibati in tudi kaj podspati, ampak vam povem, da me to delo res navdušuje, veseli. In z veseljem gledam, a se nam bo strategija, ki smo jo postavili, se bo to uresničilo, a bojo stranke zadovoljne, a se bojo stranke res oglašale, kakšen tržni delež bomo uspeli pridobiti z našo ponudbo in z blagovno znamko in pa seveda s kvaliteto storitve. In to mi daje voljo, veselje, motiv in z veseljem delam. Pojdiva še na tretji sklop, ljudska obveznica. Začel se bo opis tretje serije tega instrumenta. Skozi neko časovno prizmo povejte, ali je ta instrument, tako kot je bil zamišljen, dosegel cilje, ali bi se dalo kako še bolje zadevo speljati, da bi
še bolj prispevali k razvoju kapitalskega trga? Torej, jaz mislim, da je bil pred 2 letoma, oziroma zdaj bo 3. leto, ideja in pa ponudba Ministrstva za finance domačim prebivalcem, državljanom Republike Slovenije z uvedbo ali pa z ponudbo ljudskih obveznic zelo dober in tudi za trg zelo koristen. Žal se mi zdi, da državljani tega pred 3 leti niso razumeli dobro. In tudi se niso dobro odzvali, na žalost. Torej, če primerjamo mi, da je naš standard bil pred 3 leti le kar nekaj višji od Hrvatov, da sicer nas je res samo 2 milijona, njih je nekje okrog 4, da smo pri nas kupili zgolj 250 milijonov, oni so pa kupili, mislim, da preko milijardo. To pomeni, da se državljani niso odzvali v redu in da pravzaprav niso razumeli produkta ali so pa ostali preveč previdni in pa skeptični in se ga niso poslužili. Namreč produkt ni bil dober zaradi tega, ker je bil kot produkt ponujen, pač pa je bila obrestna mera takrat zelo dobra in je treba vedeti, da smo tudi napovedali, da bodo takrat obrestne mere padale. In donos na obveznico je bil dober in tudi prejšnje leto smo enako rekli, da se bodo obrestne mere še zniževale in da je pametno kupiti, da si pač državljani zaščitijo prebivalci vsaj na nek način, da se izognejo pobiranju prihrankov zaradi inflacije in tudi lani odziv ni bil dovolj dober. Po mojem mnenju pod pričakovanje, absolutno. No, letos je seveda neko drugo obdobje, torej pred sabo imamo nek regionalni spopad v Iranu in pa v regiji, ki ga je nemogoče pač napovedati ne tveganja, ne dolžino trajanja, kar vse lahko seveda bistveno drugače odreagira, kot smo imeli čas ljudskih obveznic lani in pa predlani. Namreč, vse veste, z dolžino trajanja spopada lahko raste inflacija. Kolikor raste inflacija, bodo centralne banke morale dvigati obrestno mero. Fiskalni javni dolg je v vseh državah precej visok. Kako to vse urejati, in pa na drugi strani imeti tveganje pred sabo, ki ni pač opredeljivo in lahko traja. Seveda težko rečem, kaj pomeni letošnja obrestna mera 2,60 in kaj pomeni kvaliteta letošnjega produkta. Zagotovo je prav in neprimerno boljše, kot da imajo državljani denar na banki, kjer ga je še ogromno, preveč. 30 milijard. Preveč ogromno in tukaj imajo en lep produkt, ki se lahko izogne vsaj nekim prvim tveganjem. Tudi treba vedeti, da država je neprimerno bolj varna, kot so varne banke, vsem spoštovanjem do vseh bank. Da, jaz bi seveda to pohvalil zopet in to serijo izdaj podpiral, ker se mi zdi, da imajo ljudje alternativo, ki jo lahko izkoristijo in si s tem zagotovo pomagajo pri urejanju svojih financ. Čaka nas še 4. dogodek, to so državnozborske volitve. Midva izida ne bova napovedovala, nam pa pač povejte, kako kot nekdo, ki predstavlja industrijo, kaj si želite od politike, ki jo bomo državljani izbrali. Torej, vsem spoštovanjem do vseh, ki tekmujejo za glasove volilcev, bi jaz rekel, v 30 letih nobena politična opcija ni kaj veliko naredila za gospodarstvo. Treba je vedeti, da smo bili mi 91. 92. daleč pred vsemi državami, ki so izhajali iz vzhodnega bloka, govorimo o Poljakih, Čehih, Madžarih, Litvancih, pa tudi Romunih, da ne govorimo, Hrvatih, ki so imeli skoraj 10-letno vojno in so imeli več kot 40% porušene države. In vendarle, če se primerjamo danes z njimi, vidimo, da so ti naši rezultati zelo klavrni, da nas prehitevajo po vrsti vsi. Tako da, napovedi so in obljube eno, realnost pa mislim, da sem jo ravnokar pisal. Vi imate koliko let borznih izkušenj z svojim podjetjem? Torej, začel sem z letom 1994. Takrat nas je bilo vsega skupaj 64 borznih članov, torej konkurentov. To se je z leti zmanjševalo. Jaz sem svoje delo vzljubil in ga delam z veseljem in rad in v njem uživam in jaz upam, da bo še na mnoga leta. Zdi se, da se je to področje zelo profesionaliziralo, da je kadar bolje izobražen, da se bolje skrbi za stranko. Kako pa vi kot lastnik podjetja to dojemate?
Torej, ja, sej tukaj ni za zameriti nikomur iz začetka, namreč mi v Jugoslaviji borze nismo imeli oziroma smo imeli zadnji 2 leti, in sicer Ljubljansko borzo, ki je z delom začela 1988. Prišlo je zelo kmalu do razpada države in seveda ni bilo ne zakonodaje, ne pravil, ne uzanc. Večina jih je prihajala tudi samo s kratkoročnim namenom, nekaj zaslužiti in čim prej nehati delati. Tako da vsega je bilo, seveda tudi zakonodaje ni bilo prave. Je pa treba reči, da je Agencija za trgovanje papirjev tam nekje leta 2005-2007 začela biti bolj zahtevna, morda tudi stroga v smislu izvajanja procedur. Stvar se je kasneje še nekoliko bolj zaostrila, kar je tudi prav, in mislim, da je edini način, če mi vsi želimo na dolgi rok delati na trgu, da so postavljena jasna pravila in da ta pravila je treba vzdrževati, izpolnjevati in biti odgovoren. Na ta način bomo dali ljudem možnost, da tudi sami predvideno in pa predvidijo svoje aktivnosti na trgu kapitala in ne bodo razočarani zaradi manipulacij in pa slabih storitev, in na ta način lahko rastemo vsi skupaj. Pravzaprav samo na ta način lahko rastemo vsi skupaj. Gospod Štemberger, hvala vam za vaš čas in pogovor. Tudi vam za pozornost in cenjeno povabilo. Nasvidenje, srečno.